to je tako ful, jaz se spomnim, ne, ker sem kdaj šel v vrtec, ampak ful je tako zameglena, ne. Ni tako čist spomin. Koliko si bil star, koliko si star, ker je to najstarejši spomin? Ja, to sem glih zanč razmišljal. Mislim, da sem bil verjetno, če bi se potrudil, pa kdaj bi kakšnega prej dubu, ne, ampak po mojem sem bil 5-6 let star, ko sva šla z očetom zdaj se reče City Park, prej bil sam Interspar v BTC-ju. A se ti tako nisi. Vi ste imeli kaj tam, trgovina Janez? Name, mislim, da smo neke name imeli. A ja, v Velenju. Ja. No, pač to je bil, a veš, BTC je bil primarno skladišča so bila to. To je bilo v bistvu ful, zraven bila železnica, skladišča. Temu se je rekel javna skladišča. Javna skladišča, ok. Firme so najemale pa tako, ne. In pa se je tam začel, ne vem kako, verjetno je bil plac, pa tudi ni toliko stran od centra. Ta shopping center, mislim, da je bil en prvih v Sloveniji, Interspar. Ne, se pravi, firma je Špar, oni so pa Interspar, to je neka taka večja zadeva. Ne. In me je bilo vedno fajn iti, ne vem zakaj, stari. Tako, gremo v Interspar. Ker toliko se stvari dogaja, ne, ti prideš noter. Ampak kaj je to bil huge? Mislim, da... Ja, za otroka je bil... Ja, manjši, zdaj, ne. Ampak tam v oddelek igrač, to je bilo... To se tudi jaz spomnim. Ja. Malo se še tako spomnim drugače bilo, se pravi, ta drugi vhod, ki je zraven krožnega, ki je stran od BTC-ja, je bil edini vhod, pa ni bil tako dolg Špar. Se pravi, pol tega je bilo, kar je zdaj City Park. Ni bilo trgovin okrog. Sam ta glavna trgovina je bila pa mogoče okoli mehne trgovince. Ja, in bila sva sama z očetom in sva šla na ta oddelek igrač, ali sva šla sam mim, to se ne spomnim. Jaz sem bil takrat full fan Power Rangersov. A ste vi ja gledali? Ja, seveda. Ja? Ja. No, kjer je bil tvoj najljubši? Pa po moje, rdeč je bil itak glavni, ne, on je bil vodja. Moder, rdeč, te punce mi pa niso bile všeč. Rumena pa roza. Ja, in teh Power Rangersov je bilo igrač, zato ker oni so se transformirali v različne stvari, ne, in tega je bilo svašta. In prav spomnim se občutka, ko sem videl nekega tega Power Rangersa zapakiranega, koliko si jaz to želim. Koliko si jaz to želim. Jaz tako fotru. A lahko to mi kupaš, ali pa lahko to vzemam, ne. Pa on tako, veš kaj, greva zdaj na bankomat, pa če imam gor denar, mislim, da je čakal nek cash, ti bom kupil. In jaz zdaj tako, veš, zdaj si tako, kaj kazino, ja ali pa ne. Mi gremo do bankomata in jaz se prav spomnim, čakam, ne? In nisem videl na zaslon bankomata in sam njegovo faco gledam, a vid. In on vid v bistvu stanje in naredi tako, neki tako, jaz tako fakt ne bo, ne. Pa on tako neki vsem tako naredi in pride ven cash, ne. In mi je pol kupil tega Power Rangersa. In to se spomnim. Verjetno je šel takrat v minus ali pa neki. Ampak tako, glizan sem razlagal, ko smo bili smo na Tajskem, pa smo se pogovarjali. Se pravi, ne vem, koliko je to, 20 evrov, 15 evrov, ta igračka, ne, po tistih tolarjih. Ma ne, več, po mojemu. Te stvari niso poceni. Nekako imam v spominu, da je 4000 tolarjev, ampak lahko je to nek drug pomešan spomin, ne vem točno. Ampak ni to je bil majhen Power Rangers, veš, zapakiran. To ni bilo... Niso to tiste velike škare. Ne, to si ti imel. Ampak tako sem razmišljal, ne, da niso bile toliko stvari samoumevne glede igračkov, kar je zdaj živimo ful v večji blaginji. No, se to zdaj marsikomu niso. Poprečna plača. Ne, stari, marsikomu ne, ampak to je bilo verjetno konc 90. iPad-i začuka, to je nek base, dvignil se je base, no, to hoče reči. Konc 90-ih je bila v Sloveniji poprečna plača 500-600 evrov. Ja, sem to moram zdaj... Inflacijo. Ja, inflacijo, tako veš. Vem, ampak vsem, standard je bil dosti nižji. Ja, mislim, ta blaginja je bila nižja, ampak ja, se pa je toliko bolj crazy, a veš, recimo, vsako leto pelejo te
ta male prvič na morje, veš, ko si starši na morje prvošč, pa tako, fakt, stari. Ja. Še vedno imamo full godo nekih otrok, ki starši ne morajo, a veš, do Pirana, veš, to je tako Sigurno, ja. 20 evrov za Benz, a veš, mislim, to res ni strošek, mislim, ne bi smel biti. In to je tvoj prvi spomin? Najstarejši, ki se ga zdaj. Sam še nekaj na to temo, spomnim se tudi tega, to je bilo pa malo kasneje, ker pa v našo šolo, v razred je prišel nekdo prodajati knjige, enciklopedije. Ja. To je meni zdaj itak čist crazy, da je nek prodajalec, salesman, se zmeni z razredničarko, jaz bom prišel malo ribati. In on ima 5 minut tam in predstavi te slike in pove, da mi vsi tako. Šolanje, da vaše šolanje s tem bo teniks, zato ker tle lahko pola, veš, ful stvari, da se naučiš in tako ti predstavi, da ti greš domov in sprobaš prepričati svoje starše, da ti to v bistvu rabiš. No in to je moj point. Prepričati starše, zakaj? Za knjigo. Povej mi danes, stari. Ne, jaz sem prišel domov in sem rekel, matki pa fotru, prospekt sem imel, to je enciklopedija, vem, da te stvari so drage, ker je tako trda platnica, full slik, Ja, pa 50 evrov. Si je šola verjetno vzela, veš, tako da si mogel še za to plačati. To ne vem, kakšen deal so imeli z afiliata, ampak 50 evrov, 60 evrov. Pa ona dva tako, se bova pogovorila. In sem tako danes, mislim, zadnji sem razmišljal, pizda, da ti pride tam malo zdaj, jaz bi imel eno knjigo. Stari v glavo mu jo vrži. Mislim, tako na 10 knjig, sam da navšta devajsi. Tako, dosti je drugačno. Ja. No, sam, kaj je bilo pa isto, kot je danes, da vse te enciklopedije, ki si jih je lahko podvoščil, so tudi se odprle enkrat, dvakrat in pa so šle na polico. Ne, dost. Ja, ne, jaz sem to bral. Jaz sem bil fan enciklopedij. Meni je bilo to tako dobro, stari. Veš kaj, slike so bile. Ja, pa tako nove stvari, pa tako, ta brata Wright sta izumila letalo in sta letela. To je vse stvari, ki jih ti ne veš. Zgodovino imamo, človeštvo. In ti prideš fresh, nov na svet in zdaj je to tako, kaj vse se je pred mano dogajalo. In to je meni bilo ful fascinantno. Kaneta ni bilo, to je res, Kaj, ti si pa to skozi listo? Res? No, kaj pa, se ti spomniš? Jaz se pa ful zgodi, ker sem bil v Stajci. Ne. Kaj se je zgodilo? To sem bil po enem Koliko si to 4, 5? Ne. Ja, on je 15, to 15. On je 15 leta. Kaj je to, spomnim se, točno se spomnim, tako še en plakat je bil na steni. Tako spomnim se, ker sem gledal, ka vrata so bila takole in se spomnim, ka je mama prihajala, fotor, ka je prihajal not. Pa spomnim se teh rešetk, in tako, ampak, ne morem čist. Veš, kaj jaz imam? Kako ne morem? Ja, v zaporu. Jaz imam to... Tako ful se mi je visok. Jaz imam take spomine, zelo podobne, ampak mislim, da so fake spomini, ki sem slike videl. Možno. A veš, ker vse, kar se spomnim, je tudi slika za to in zato sem tako, to, a veš, ni pravi spomin. Možno, da je to... A veš, da na teh, ko sem se izobraževal za te, kratko izobraževanje za te psihedelične terapije, je doskrat se ob teh stanjih, ko je recimo velika doza gopa ali pa LSD-ja, se folk spomne svojega rojstva. Mislim, folk se spomne tudi svojih preteklih življenjka, tako da to je... No, se je hotel se nadaljevati, nisem hotel pri tem zaključiti. Imam kolega, ki je imel to izkušnjo in je neki, zdaj sem čisto pozabil, kaj točno je on pol svojo mamo vprašal, kam mu ni nikoli povedala, je rekla, ja, res je, to je bil nek zaplet ob tvojemu rojstvu, ampak nekaj specifičnega je bilo, zdaj sem pozabil. Sam to je tako, on je star 5 let, ko se to pogovarjajo in on sliši, sam čist ne razume in pol pod 15 ima nek meglen spomin, da nekaj je mogoče bilo in pol se kao on spomne rojstvo, v bistvu, a veš, se pa ne spomne, da je on to kasneje slišal. Mislim, možno, sam možgani obstajajo, ko se otrok rojeva. Možgani obstajajo. Ja. Ta otrok tudi čuti. Zdaj, mi imamo dost dostopa do nekih spominov, do nekih pa nimamo. A veš, dajte kaj presune, pa rečeš, to sem se spomnil, ker že 20 let nisem razmišljal.
Tako da jaz ne bi to čist Ne, dismisil, ampak pač da je incentiv možno, je na ne. strani, da bi vsak si želi pa išče dokaz, kako se on neki spomne. To je tudi res. In zato hočem dati kontra stran, da a veš, ta želja potem, da se spomneš, je včasih tako velika, da boš pač Ja, ne, imaš se spomnil nekaj, kar se ne moreš spomniti.